Pozdravljeni! Velika nedelja bo kmalu dobila nove zunanje športne površine. Pogodbo za izvedbo del je občina Ormož z izvajalcem podpisala minulo sredo, ko smo lahko izvedeli tudi vse podrobnosti. Razen župana občine Ormož in direktorja podjetja Markomar Kneval je pri podpisu pogodbe za izgradnjo športnih površin v Veliki nedelji sodelovala tudi direktorica občinske uprave, ki je investicijo tudi podrobno predstavila. Moram povedati, da smo že četrtič uspešni na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport z športnimi investicijami, tokrat torej z zunanjimi športnimi površinami, kjer smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 250 000 evrov. Zdaj celotna vrednost te investicije znaša 430 000 evrov. Kot je že bilo rečeno, zaradi novogradnje osnovne šole Velika nedelja potrebujemo določene obstoječe športne površine, ki jih moramo v zelo kratkem času nadomestiti. Saj mora potekati nemoteno izvajanje športnih dejavnosti, športnega pouka in pa seveda vseh rekreativnih profesionalnih dejavnosti na tem območju. Zaradi tega tudi sporedno peljamo investicijo ureditev zunanjih športnih površin, hkrati z novogradnjo osnovne šole, ki se bo tudi v letošnjem letu pričela. Zdaj sam projekt se bo izvajal na neizkoriščenem delu športnega parka znotraj atletskega stadiona oziroma tekaške steze. Zdaj znotraj se bosta uredili na novo dve teniški igrišči, potem igrišče za košarko in pa igrišče za rokomet in pa mali nogomet. Hkrati se bodo uredile tudi dostopne in varovalne površine, sistem odvodnjavanja celotnega območja ter namestila sodobna športno-tehnična oprema. To pomeni, da na novo gradimo približno 1900 kvadratov novih športnih površin. Tako da občini Ormož je športna panoga oziroma ukvarjanje z športom pa zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti ena izmed večjih prioritet. Zato smo zelo veseli, da lahko namenjamo sredstva za razvoj te infrastrukture, saj si želimo zagotoviti ustrezne pogoje tako za predšolske otroke, šolske otroke, dijake, študente, odraslo populacijo in pa seveda starejše občane, da se čim bolj aktivno ukvarjajo z športom, zato jim želimo tudi v prihodnje nuditi čim več tovrstnih pogojev. Zdaj, kot veste, občina Ormož se je nekako odločila z krajevne skupnosti Velika nedelja, da res izvede in pa obnovi ta centralni del samega jedra Velike nedelje. To se pravi, to je ena izmed investicij, ki se bo dogajala v prihodnem času, se pravi ureditev športnih igrišč. Kot čaka pa še nas podpis dosti večje pogodbe v prihodnosti. V kratkem tudi bomo podpisali izgradnjo nove osnovne šole Velika nedelja. Ko bomo zaokrožili oba podpisa, bomo res po sami izvedbi imeli urejeno, kvalitetno bivanjsko in pa nekako to vaško jedro. Stala bo nova osnovna šola Velika nedelja z novimi športnimi površinami, tudi novo samo oblika oziroma sam izgled samega jedra pri Veliki nedelji bo čisto drugačen, tako da se res obetajo lepi časi na tem območju naše občine.
pa je dejal župan Danijel Vrbnjak, ki je tudi s izvajalcem Markom Petrom, direktorjem podjetja Markomar Knival s sedežem v Dražencih, podpisal pogodbo za izgradnjo blizu 20.000 kvadratnih metrov športnih površin v Veliki Nedelji. Zaključek gradnje bo predvidoma konec maja prihodnje leto. Na vrtu Ormoške knjižnice je v okviru tradicionalnih literarnih večerov minuli teden potekala predstavitev novega knjižnega dela Ormožanke, doktorice Irene Kandrič, z naslovom Čudež preobrazbe srca na svetinsko-jeruzalemski poti. Knjiga, ki obogatijo ilustracije likovne umetnice Janje Rudolf, prinaša alegorično zgodbo, ki nam razkriva moč povezanosti s seboj, z naravo in s kozmosom, ob enem pa odstira zgodovino Svetin in Jeruzalema. Dogodek je bil še eden izmed mnogih zanimivih, ki jih prirejajo v knjižnici Franca Ksavra Meška v Ormožu. Vsak, ko se predstavljajo domačini, pa je še toliko bolj zanimiv. Domačinka doktorica Irena Kandrič je tokrat predstavila svoje novo knjižno delo z naslovom Čudež preobrazbe srca na svetinsko-jeruzalemski poti, ki že sam po sebi spodbudi zanimanje. Knjiga Čudež preobrazbe srca na svetinsko-jeruzalemski poti je neke vrste 3-4-plastno besedilo, mogoče neskromno povedano, je tako kot Mali princ, ko ga lahko bereš samo kot zgodbo ali pa ga bereš tudi na drugih ravneh. Zdaj, če bi brali samo kot zgodbo, potem je to zgodba 3 mladih ljudi, ki se odpravijo po tej poti, doživljajo svoje spremembe, doživljajo ljubezen in notranjo osebnostno rast. Zgodba v drugi plasti ponuja tudi zgodovino Jeruzalema in svetin in tretja plast so to prostori moči, torej prostor, ki je poseben, ki je drugačen in je tudi neko posvetilo Jeruzalemu in svetinjam na tak način. Z raziskovanjem ste torej začeli pred dobrimi 20 leti, ne? Zakaj recimo? Kaj vas je pritegnilo? Odkot ideja? Tako je, leta 2006 sem se vpisala na doktorski študij in takrat razmišljala o temi, ki bi bila zame zanimiva na področju antropologije in pozneje humanistike, in takrat so bili to prostori moči. Tega izraza niti ni bilo takrat v slovenščini, sem torej Places of Power ali pa mesta sile v ruščini, in sem v slovenščini, torej tudi smo uvedli ta izraz prostori moči kot posebni sveti prostori. 3 prostore severovzhodne Slovenije sem izbrala, Razkrižje, Jeruzalem in Ptujsko goro, in tako je tudi naš Jeruzalem in svetinje na tak način so dobili nek svoj spomenik. Se pravi, prostor moči, kakšno moč imate v mislih? So to kakšne posebne energijske točke? Tudi energijske točke, ja. Prostori moči so pri avtorjih širom po svetu različno pojmovani. Predvsem se gre kot sveti prostori, velikokrat je to religiozno, tradicionalno katoliško, obenem pa tudi New Age, novodobniška, prinaša tudi energijske točke, ne. Ti prostori, predvsem z novodobniki, torej niso samo geografsko posebni, ponavadi so to kakšni prostori na vrhovih, potem so to kaka drevesa posebna, lahko so izviri vode, lahko so votline kake posebne, ponavadi na njih so tudi religiozni objekti, kot so naše 2 cerkvice tukaj, in hkrati imajo ti prostori tudi svoje legende, ki podpirajo te prostore, in množico ljudi, ki jih obiskujejo, prihajajo in podpirajo na nek način svojo vero v te prostore, tudi te prostore. Zakaj pa čudež preobrazbe srca? To se sliši nekoliko mistično. Nekoliko je, ravno prostori moči in novodobniki so mi dali veliko razmišljati v teh letih, namreč te prostore vedo ljudje občutiti, zaslišati na telesni, na čustveni, na čutni ravni. In Lipa in Kostanj, ki sta v tem našem štirikotniku,
kot jih je geomant Marko Pogačnik tudi podrobneje opisal v svoji knjigi Ko se boginja vrne. Ravno ti prostori dajo srcu moč, da po njegovem na prostoru Lipe se očisti starih bolečin, da predelaš stare travme in pozneje na prostoru Kostanja, da se napolniš z belino, svetlobo in s tem, da si usmerjen k dobremu. Kdo bi naj torej to vaše delo vzel v roke? Kome pravzaprav namenjeno? Ker ponuja zgodovinske podatke tudi o naših krajih, je lahko namenjeno vsakomur, ki se zanima za naše kraje. Kdor želi zgodbo, ljubezni, osebne rasti, jo tudi lahko vzame. In tretje, vsi tisti, namenjeno je vsem tistim, ki si želijo širiti ljubezen, svetlobo in dobroto. Na predstavitvi knjige smo se tako s strani avtorice imeli možnost seznaniti z ozadjem nastanka knjige, avtoričino znanstveno-raziskovalno delo, definicije prostorov moči, legende in ustna izročila, vezana na Svetinje in Jeruzalem ter literarno vrednost zgodbe ter njeno sporočilnost. Posebno vrednost knjigi dajejo tudi ilustracije Janje Rudolf, ki svojo likovno govorico dopolnjujejo to alegorično pripoved. Je bilo težko loviti avtorico Ireno Kandrič s sliko oziroma njene besede z slikanjem? Ja, zagotovo ni bilo lahko, ker je knjiga zelo njena in res je bilo potrebno slediti tistemu, njenim predstavam najbolj. To, kako si je ona vse skupaj v glavi predstavljala. Tako da to je bil tisti glavni izziv. No, pravzaprav, kako se da recimo s ilustracijo ne samo popestriti neko knjižno delo, pač pa uloviti besede, no, če že smo uporabili ta izraz? Ja, predvsem je bilo potrebno malo združiti tisto domišljijsko in realno pokrajino. Sicer je meni tudi sama pokrajina blizu, tako da mi je že to bil tisti izziv, ker se tudi sama najdem v tem naših lepih krajih. In koliko veselja ste imeli s tem delom? Veliko veselja, je pa bil tudi izziv. Kako pa je pravzaprav prišlo do sodelovanja med vami? Že dolgo se poznava, delava skupaj službe, tako da poznava eno drugo, vema kaj katera zmore, pa veva tudi, da če karkoli si iskreno z nama povedati. Tudi to je pomembno, da ti nekdo iskreno pove, ali si na dobri poti ali pa popravljaj. Doktorico Ireno Kandrič sicer odlikujeta dve odlični deli, monografija o Rudi Jurčecu in monografija o Stanku Čurinu. Je pa tudi avtorica večjih strokovnih priročnikov. Knjižno delo Čudež preobrazbe srca na svetinsko-jeruzalemski poti pa je izšlo šele pred kratkim. In ko ga boste enkrat prebrali, boste najbrž na bližnji svetinsko-jeruzalemski prostor gledali z drugačnimi očmi. V nadaljevanju se odpravljamo v občino Sveti Tomaž, natančneje v vas Zagorje do ranča Laso, kjer so predstavili razvojni projekt imenovan Puls. Gre za projekt, ki ga partnerji izvajajo v sklopu LAS projekta, podeželski utrip, prostor, okus in energija. Kaj projekt prinaša, so predstavili na novinarski konferenci minuli četrtek. V projektu Podeželski utrip, prostor, okus in energija, na kratko imenovanem Puls, sodelujejo samostojna podjetnica Janja Zemljič, imetnica ranča Laso v Zagorju, kot vodilna partnerica. Domača pivovarna Skuliber iz Grab, oljarna in mešalnica Središče ob Dravi ter občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Skupna vrednost celotnega projekta s vključenim DDV-jem in priznanimi pavšalnimi stroški znaša slabih 100 000 evrov, natančneje 97 260 evrov. Seveda skladno z odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge, pa je sofinancerski delež slabih 50 000, natančneje 49 922,07 evra.
Od tega se potem sofinancira 80% strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in pa 20% strani Republike Slovenije. Območje lokalne akcijske skupine Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi in Gorišnica se že vrsto let sooča z značilnimi izzivi podeželskega prostora. Imamo bogato naravno, kulturno in kulinarično dediščino, vendar prepoznavnost območja in njegova gospodarska vitalnost še vedno zaostajata pod pričakovanji, je še poudarila Blanka Kosi-Ravšl. Ampak primeri dobrih praks v domačem okolju že kažejo potrebe po širitvi turistične ponudbe. Tako ima Ranč Laso v načrtu ureditev zunanjega prireditvenega prostora. Domača pivovarna Skoliber bo nabavila dodatno enoto za polnjenje pol-litrskih steklenic in mobilni točilni pult. Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi pa bo nabavila priročni termotiskalnik. Občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi bosta kot partnerici v projektu nosili strošek 2 električnih polnilnic. Ena bo pri Ranču Laso, druga pa pri domači pivovarni Skoliber na Grabah. Partner domače pivovarne Skoliber, Goran Schneider, samostojni podjetnik, pa bo sofinanciral še premični žar za uporabo na različnih dogodkih. Vesela sem, da smo uspeli združiti moči in skupaj zapeljati projekt, ki vsebuje kar veliko različnih aktivnosti. Projekt je nastal predvsem z namenom razvoja podeželskega gospodarstva in verjamem, da bomo z izvedenimi aktivnostmi prispevali k razvoju našega območja. Zahvaljujem se vsem partnerjem v projektu, tako gospodarskemu sektorju, kot seveda obema občinama, za možnost sodelovanja in podporo. Verjamem, da se bomo vsi sodelujoči potrudili pri izvedbi aktivnosti in jih tudi v celoti izpeljali. Upam, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. Bi samo rekla, da smo delno že nekako dejanjili, delno nas še čaka, zdaj je avgusta oziroma septembra. Bi pa se na tem mestu vseeno zahvalila res za dobro delo občin in za to, da v bistvu nam pri takšnih projektih pomagate, ker smo vseeno mi v enih administrativnih delih pač malo neizkušeni in nam taka pomoč pač prav pride. Tako da hvala za priložnost in pa za možnost, da v bistvu svoja podjetja širimo, da se razvijamo, da širimo svoje kapacitete in da rastemo in da s tem tudi seveda prispevamo k ponudbi v lokalnem okolju in tudi širše. Naše podjetje se seveda ukvarja z proizvodnjo bučnega olja, imamo res dolgoletno tradicijo, vendar zraven te proizvodnje bučnega olja pa se ukvarjamo tudi z samim turizmom. Na naše dvorišče prihajajo turisti od blizu in daleč, iz Slovenije in tujine in nekako smo videli v tem projektu predvsem pomembnost povezovanja med vsemi temi deležniki, ki smo danes tukaj in imamo tudi sicer najmanjši delež v tem projektu, ampak vseeno vidimo pa nekako res nadgradnjo tega povezovanja med občinami, da ta turizem širimo nekako med ljudi, da nas čim več ljudi spozna in mislim, da smo korekten partner pri samem tem projektu. Da je razvoj podeželskega gospodarstva oziroma turizma steber napredka, se strinjata tudi župana obeh sodelujočih občin. Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž in Toni Jelovica, župan občine Središče ob Dravi. Kar se tiče LAS projektov, pa je Matjaž Kosi iz Razvojno-raziskovalnega centra Ormož zaključil. Moram povedati, da projekt kot je Puls, ravno to je smisel lokalnih akcijskih skupin, da se torej na področja, na območja, kot je to našo, omogoči izvajanje projektov, ki niso neki milijonski, ampak projekti, ki so v bistvu neki manjše vrednosti, pa vendar zelo, zelo pomembni za samo območje. Zadnjih 10 let, odkar imamo tukaj naša občina, torej svojo lokalno akcijsko skupino, smo skupaj izpeljali že okrog 60 LAS projektov, veliko se je naredilo, predvsem v turizmu, pa tudi v gospodarstvu, velik preboj ravno z LAS-om.
Še ostajamo v občini Sveti Tomaž, ki letos praznuje svoj 20. občinski praznik. Med številnimi družabnimi, kulturnimi in športnimi dogajanji, ki potekajo že vse od 21. junija in se bodo zaključila 5. julija, je bila tudi osrednja proslava, ki je prinesla pester kulturni program in slavnostni nagovor tamkajšnjega župana. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kuder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, nevrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, nevrakle sosed bo, nevrakle sosed bo mejak. Pravijo, da se vsaka pot začne s prvim korakom. Pred 20 leti smo ta korak naredili skupaj. Danes naša pot ni več le črta na zemljevidu, ampak so to zgodbe, ki jih pišete vi, naši ljudje. Občina niso samo stavbe in ceste. Občina so ljudje, ki svojim delom, prostovoljstvom in srčnostjo puščajo neizpitljive sledi. Dobrodošli na proslavi ob 20. obletnici naše občine. Občina Sveti Tomaž je nastala 1. marca 2006. leta z izločitvijo iz občine Ormož. Šteje okrog 2000 prebivalcev, ki na površini 38 kvadratnih metrov živijo v kar 17 vaseh. Že 20 let občino vodi župan Mirko Cvetko, ki je v svojem slavnostnem nagovoru med drugim dejal: Ob takšnih trenutkih, kot je današnji, se človek vrača v tista leta pred 20 leti, ko smo začeli z tistimi drobnimi, tako nevsakdanjimi koraki v centru Svetega Tomaža. Mnogi med vami ste bili zraven in se zagotovo spominjate, kako je bilo. Danes je kar težko verjeti, da je od tega že 20 let. Vendarle pa je potrebno povedati, da smo v teh 20 letih ne samo starejši, ampak tudi za marsikatero stvar bogatejši. Vedno znova se veselim teh srečanj ob občinskem prazniku, ko se na nek način veselimo vseh pridobitev, ki jih v kraju imamo. Ampak danes ne bom govoril o investicijah, ne o cestah, ne o vodovodu, ne vem čem vse, kar smo počeli v teh 20 letih. Želim pa povedati to, kar se mi zdi zelo pomembno. Želim povedati, da smo Tomaževčani ostali zvesti srčnosti, medsebojni povezanosti in prijateljstvu. Samo to nas je pripeljalo, da smo v teh 20 letih lahko naredili toliko dobrega, predvsem pa naredili preskok v lastnem razvoju. Želim si, da bi v tem duhu delovali tudi v prihodnje. Samo povezljivost in tista prava življenjska srčnost nas lahko pelje v lepše in boljše čase. Ob 20. rojstnem dnevu občine Sveti Tomaž vam vsem in vsakomu posebej iskreno čestitam. Želim, da se vas praznik dotakne in da ga bogato še naprej praznujemo v tem tednu. Vse dobro in Tomaževčani in vsi gostje, Bog vas živi. Sledil je bogat kulturni program, kjer so nastopili šolarji domače osnovne šole, člani kulturnega društva Franc Ksaver Meško, sekcije, ljudski pevci, recitatorji in folklorna skupina Püšelc. Mladi glasbeniki in pevci solisti ter umetniški fotograf Ciril Ambrož s fotografskimi utrinki lepot domače občine. Osrednjo proslavo v okviru letošnjega jubilejnega občinskega praznika so razen domačinov s prisotnostjo počastili nekateri gostje.
Med temi sta bila tudi poslanca v državnem zboru Mojca Žnidarič in Andrej Kosi. Župana sosednjih občin Središče ob Dravi in Juršinci, Toni Jelovica in Robert Horvat, ter podžupan občine Ormož Zlatan Fafulič. Med mnogimi dogodki, ki jih prinaša mesec junij, je bilo tudi 40. srečanje upokojencev Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož. Ker zveza združuje 8 društev iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je prireditelj srečanja vsako leto drugo društvo. Letos je srečanje organiziralo Društvo upokojencev Sveti Tomaž v okviru svojega jubilejnega občinskega praznika. Danes s ponosom in hvaležnostjo odpiramo vrata 40. tradicionalnemu srečanju upokojencev občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 40 ni le številka. To je 40 let stiskov rok, toplih nasmehov, medsebojne pomoči in nepozabnih druženj, ki so prerasla meje naših domačih krajev in povezala ljudi eno veliko družino. Danes ne praznujemo le preteklosti, ampak predvsem moč skupnosti, ki jo z vsakim dnem znova gradite, z vašo energijo, optimizmom in neizmernim življenjskim pogumom. Tudi letos se je na srečanju zbralo čez 500 upokojencev Medobčinske zveze, ki jih je najprej pozdravil predsednik zveze Jožef Šterman, ki je v svojem nagovoru izrazil veselje nad množičnostjo takšnih srečanj. Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož že polna 40 leti uspešno povezuje naše lokalno društvo. Skozi vsa ta leta ste prav vi, drage članice in člani, dokazali, da upokojitev ne pomeni mirovanja, temveč priložnost za novo, aktivno in ustvarjalno obdobje življenja. Vaša modrost, bogate življenjske izkušnje in delo, ki ste ga vložili v razvoj naših krajev, so temelji, na katerih gradijo mlajše generacije. Vaš prispevek k ohranjanju kulture, športa in medsebojne pomoči je neprecenljiv. Danes nismo tukaj le zato, da se podružimo, ampak da proslavimo našo skupnost in glasno poudarimo našo vlogo v družbi. Pogosto slišimo besede upokojenec v kontekstu številk, proračunov in statistik. Vendar mi nismo le številke, mi smo generacija, ki je zgradila to državo. Z našimi rokami, z našim znanjem in z našim dolgoletnim delom so nastale tovarne, šole, bolnišnice in infrastruktura, ki jo mlajše generacije danes uporabljajo vsak dan. Naš trud je vgrajen v same temelje te družbe, zato upokojitev ne pomeni umika iz življenja. Je zgolj prehod v obdobje, ki bo morali sadove svojega preteklega dela uživati v miru, varnosti in spoštovanju. Resnica pa je, da je danes soočamo z resnimi izzivi. Prebivalstvo se stara in bremeni, ki ga nosimo vsi, ni pa majhno. Naša dolžnost na zvezi je, da ostajamo glasni in nepopustljivi. Aktivno se moramo boriti za dostojne pokojnine, ki ne pomenijo zgolj preživetja, ampak kakovostno življenje. Dostopno in hitro zdravstvo, saj zdravje v naši leti ne more čakati v dolgi vrstah. Urejeno dolgotrajno oskrbo, ki bo vsakemu posamezniku omogočila dostojno starost v domačem ali institucionalnem okolju. O tem pa ne smemo pozabiti na pomen solidarnosti znotraj naše mreže, kot je na primer starejši za starejše, da znamo poskrbeti drug za drugega. Topel stisk roke in obisk na domu pogosto rešita največjo stisko sodobnega časa, osamljenost. Potem je zbrane pozdravil župan občine gostiteljice Mirko Cvetko in spomnil, da srečanje poteka v okviru jubilejnega praznika občine Sveti Tomaž,
ki tako tudi skupaj s upokojenci vseh 3 občin praznuje 20. občinski praznik. V nadaljevanju sta zbrane pozdravila tudi župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica in podžupan občine Ormož Zlatan Fafulič. Okroglo obletnico delovanja in to kar 50. pa letos praznuje tudi domače društvo upokojencev. Tako je zbrane pozdravila še predsednica Irena Brumen, ki je spomnila, da je društvo upokojencev Sveti Tomaž srečanje medobčinske zveze letos organiziralo 3. Prvo takšno je bilo leta 2005 in drugo 2014. Ti pomembni jubileji niso nastali sami od sebe. Vsi se zavedamo, da ste naši predhodniki s svojo prizadevnostjo, predanostjo in veseljem do druženja ustvarili temelje, na katerih stojimo danes. Za dosežene jubileje gre zahvala predvsem vam, ki ste svojim trudom, prostovoljnim delom in skrbjo za skupnost omogočili, da tradicija živi že desetletja. Med posebnimi gosti na srečanju je bil tudi poslanec Andrej Kosi, ki pa je zbranim med drugim čestital ob dnevu državnosti. Srečanje je namreč potekalo 24. junija, dan pred državnim praznikom. Po pozdravnih nagovorih se je začel bogat kulturni program. Razen folklorne skupine Društva upokojencev Sveti Tomaž so se s svojim programom predstavile kulturne sekcije, ki delujejo znotraj posameznih društev upokojencev v medobčinski zvezi, ter otroci iz vrtca in šolarji osnovne šole Sveti Tomaž. Za konec so posebej aktivnim članom podelili priznanja. Sledil pa je čas za skupno kosilo in druženje. Najbrž si je bilo potrebno marsikaj povedati, ni jih malo, ki se vidijo le na takšnih srečanjih. Za konec pa še med gasilce. Kot je znano, prostovoljno gasilsko društvo Hardek letos praznuje 130 let delovanja. Jubilej so slavili minulo soboto in ga povezali s 55. dnevom gasilcev Gasilske zveze Ormož. Kot je to običajno, so slavje začeli z uradnim delom in ga potem nadaljevali z veliko gasilsko veselico. Gasilska zveza Ormož je bila ustanovljena leta 1955 in danes združuje približno 2000 članov, vključenih v 15 prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Ormož. V Gasilsko zvezo Ormož je vključenih 9 društev prve kategorije, 5 društev druge in 1 društvo četrte kategorije in je glede na število društev vključenih v Gasilsko zvezo druga največja gasilska zveza v Podravski regiji. Dan gasilcev, ki je letos bil že 55. po vrsti, je dan, ko se zberejo gasilci vseh prostovoljnih gasilskih društev. Običajno pa na ta dan slavijo tudi jubilej katerega od društev. Tako je letos organizator srečanja bilo prostovoljno gasilsko društvo Hardek, ki praznuje 130 let delovanja. Zbrane je najprej pozdravila predsednica Marta Žnidarič, ki je med drugim povedala: Ko danes praznujemo ta visok jubilej, se z velikim spoštovanjem spominjamo vseh generacij gasilk in gasilcev, ki so skozi desetletja gradili naše društvo.
Spominjamo se ustanovnih članov, ki so leta 1896 verjeli, da je mogoče skupaj ustvariti nekaj velikega. Spominjamo se vseh, ki so gradili gasilski dom, zbirali sredstva za opremo, usposabljali mlade ter skrbeli, da je društvo raslo skupaj s krajem. Njihovega dela danes ne moremo izmeriti, lahko pa ga občudujemo in zanj smo jim iskreno hvaležni. Danes je prostovoljno gasilsko društvo Hardek sodobno, dobro usposobljeno in opremljeno društvo. Naši člani posredujejo ob požarih, naravnih ujmah in drugih nesrečah. Še posebej smo ponosni na našo mladino, saj prav v njih temelji prihodnost slovenskega gasilstva. Ponosni smo tudi na naše veterane, ki s svojimi izkušnjami ohranjajo tradicijo in prenašajo znanje na mlajše generacije. Ponosni smo tudi na vse naše članice in člane, ki svojim prostovoljnim delom dokazujejo, da gasilstvo ni le organizacija, temveč način življenja. V imenu Gasilske zveze Ormož je zbrane pozdravil predsednik magister Dejan Jurkovič, ki je med drugim spomnil tudi na gasilske tekmovalne ekipe, jim čestital za vse dosežke na tekmovalnem področju ter predstavil aktivnosti zveze v minulem letu. Drugače pa je letošnje leto v Gasilski zvezi Ormož eno povprečno leto, kar se tiče splošnih aktivnosti, in sicer smo junija s PGD Podgorci organizirali lagaško tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije in organizirali gasilski tabor mladine. Praznovali smo 140 let prostovoljnega gasilskega društva Ormož, v septembru pa bomo imeli občinsko tekmovanje. Od lanskega leta smo dobavili 2 novi gasilski vozili GVM-1 in 1 vozilo GVC-1. Pred dnevi pa smo podpisali pogodbo za dobavo nove gasilske cisterne z 12.000 litri vode, ki bo prevzeta v začetku leta 2028. Prenavljamo in gradimo gasilske domove, izobražujemo gasilce in nakupujemo drugo gasilsko opremo in še bi lahko našteval. Danes PGD Hardek praznujemo 130. rojstni dan in lahko vidimo rezultat 130-letnega truda in trdega sistematičnega dela. Imate članstvo, imate mladino, imate obnovljen gasilski dom, imate ustrezen vozni park, imate potrebno opremo in kar je najpomembneje, ste organizirani, imate znanje, voljo, pogum in nove cilje, ki vas ženejo naprej. Kar je pomembno, da niste aktivni samo na gasilskem področju, ampak ste v vašem kraju center dogajanja, v vasi pa tudi na družbenem področju, kar društvu daje še poseben pomen. Vse to, kar ste dosegli na Hardeku in to, kar smo dosegli gasilci Gasilske zveze Ormož, je mogoče doseči le pod pogojem, da si zaupamo, sodelujemo in čutimo pripadnost naši gasilski organizaciji. Vse to imamo in naša dolžnost je, da to negujemo in krepimo. Ob 71. rojstnem dnevu Gasilske zveze Ormož in 55. dnevu Gasilske zveze Ormož vam gasilcem in gasilkam Gasilske zveze Ormož čestitam, se vam zahvaljujem za vaš doprinos gasilski organizaciji na Slovenskem in v Ormožu, prav tako pa čestitam PGD Hardek in vašim članom in članicam za 130 let delovanja. Letos praznuje v naši gasilski zvezi 140 let delovanja tudi PGD Ormož, zato še enkrat čestitke tudi članom in članicam prostovoljnega gasilskega društva Ormož. V sklopu 55. dneva gasilcev so bile včeraj na Gmejni pred gasilskim domom 17. operativne igre Gasilske zveze Ormož, kateri se je udeležilo 19 ekip. Prehodni pokal so letos osvojili gasilci PGD Vitankok. V nadaljevanju je spregovoril tudi Dušan Pungartnik, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Današnji dan je več kot slovesnost. Je poklon 130 letom predanosti, požrtvovalnosti in nesebičnega dela. Je izraz spoštovanja do vseh generacij gasilk in gasilcev,
ki so skozi desetletja gradili ugled društva in so ustvarjali eno najplemenitejših zgodb slovenskega prostovoljstva. Ko praznujemo 130 let delovanja gasilskega društva, ne obeležujemo zgolj dolge časovne poti. Praznujemo neprekinjeno verigo ljudi, ki so znali razumeti, da je največja moč skupnosti v pripravljenosti pomagati drugemu. Leta 1896, ko je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo Hardek, si ustanovitelji gotovo niso predstavljali, kako bogato zgodovino začenjajo pisati. Vodila jih je preprosta, izjemno močna misel, da je življenje človeka največja vrednota in da varnost skupnosti zahteva organiziranost, pogum in medsebojno zaupanje. Od takrat se je svet konkretno spremenil. Menjali so se države, politični sistemi, tehnologija in način življenja. Gasilstvo je doživelo izjemen strokovni razvoj. Lesene brizgalne so zamenjala sodobna gasilska vozila, ročno orodje, vrhunska tehnika, izkušnje pa dopolnjujejo znanje, usposabljanja in mednarodna sodelovanja. Toda bistvo gasilstva je ostalo enako. Ko zazvoni pozivnik, ko zapiska telefon, ko se oglasi sirena, gasilec ne razmišlja, koliko je ura, ali je praznik, ali bo moral prekiniti družinsko kosilo ali zapustiti delovno mesto. Razmišlja le o tem, kako čim hitreje priti do človeka, ki potrebuje pomoč. Prav v tem je veličina našega poslanstva. Gasilstvo ni poklic, ni hobi, ni zgolj organizacija. Tako kot je bilo že povedano, gasilstvo je način življenja. Je odločitev, da skupnost postavimo pred sebe. Je zvestoba vrednotam, ki jih ne določajo predpisi, ampak srce. V Sloveniji smo lahko upravičeno ponosni, da imamo eno najmočnejših prostovoljnih gasilskih organizacij v Evropi in celo v svetu. Več kot 170.000 gasilk in gasilcev, ki svoje delo opravljajo v kar 1333 prostovoljnih gasilskih društvih, združenih v 121 gasilskih zvez, ki so povezane v 17 gasilskih regij, predstavljajo izjemno mrežo znanja, izkušenj in solidarnosti. Toda številke same po sebi ne povedo vsega, saj ni največja moč slovenskega gasilstva v številu gasilskih domov, številu gasilskih vozil in v sodobni opremi. Največja moč slovenskega gasilstva ste in smo ljudje. Ljudje, ki verjamemo v pomoč, ljudje, ki verjamemo v sodelovanje, ljudje, ki razumemo pomen skupnosti. V nadaljevanju slovesnosti so podelili še vrsto priznanj prve, druge in tretje stopnje. Med drugimi pa so podelili tudi priznanja za lepo urejen gasilski dom. Kot je znano, že nagrajeni gasilski domovi 2 leti za naziv ne smejo konkurirati. Je pa Komisija za zgodovino in kulturo pri Gasilski zvezi prvo mesto letos dodelila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ormož, drugo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trgovišče in tretje Gasilskemu domu Prostovoljnega gasilskega društva Hardek. Sicer pa se je v nadaljevanju zvrstila še vrsta govornikov. Med temi so bili tudi podžupan občine Ormož Zlatan Fafolič, poslanca Mojca Žnidarič in Andrej Kosi. V kulturnem programu je nastopila ženska vokalna skupina Gasilske zveze Ormož pod vodstvom Lucije Pocrnja in trobilni kvintet kulturnega društva Ormož pod vodstvom Slavka Petka. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila zadnja oddaja pred letošnjimi televizijskimi počitnicami. Naslednjih 5 oddaj prinaša spomine na nekatere dogodke v minulih mesecih. Z novo oddajo Utrip Ormoža pa se spet vračamo zadnji teden v avgustu. Želimo vam prijetno poletje in srečno.